Veste, kdo smo pravi ljubitelji avtomobilov? Jaz bi rekel, da tisti, ki jim damo ljubkovalna imena. In eno se je še posebej dobro prijelo – Spaček. Tule za mano jih je že skoraj 3000, pa še dobrih 500 jih pričakujejo. Zdaj sem 10 metrov niže in mi je dejansko bolj prijetno zaradi vseh teh spačkov, ki so se pripeljali z vseh kotičkov sveta. 25. svetovno srečanje tega legendarnega Citroena 2CV je organiziral Citroen Klub Slovenija, ki ima več kot 500 članov in skupaj z dobrimi 350 prostovoljci so vse tole skupaj zorganizirali in pripravili ekstremno pester program. Vsako večer je živa glasba, dobrega rock'n'rolla, čez dan je boljšjak, so igre za odrasle, so igre sestavljanja motora, so igre za otroke. Imamo mladinski šotor, kjer naša mladina gosti tujo mladino in še kaj. No. Imamo goste iz skoraj 40 držav, prišli so najdlje, so iz Vietnama, Jamajke, ljudje, ogromno je francoskih avtov, kar seveda je razumljivo, Nizozemcev, pač iz cele Evrope seveda. In ja, tudi seveda naša bivša juga je zelo dobro zastopana, za kar smo tudi malo ponosni. No. Ja, Spaček je enostaven avto za enostavne ljudi, ampak nikakor ne povedano slabšalno. No. To so, kot vidite po kampu, dejansko, to so ljudje, ki imajo radi enostaven način življenja, iz tega imajo tudi radi ta enostaven avto, ki se ga da popraviti, ki se ga da vzdrževati, ki ni neki petični oldtimer, ampak je še vedno prevozno sredstvo, ki dejansko nekaj pove tudi o lastniku. No. Legenda pravi o imenu Spaček, pač Citroen 2CV je tako zelo suhoparno ime, ker je dejansko označeval davčno stopnjo francoskega obdavčevanja avtov in to je bila osnovna. Najcenejši avto za registrirati je 2CV. Recimo, ne vem, kakšen večji avto je 10CV, še zdaj imajo te oznake. Ampak ta oznaka nekako pri nas ni šla skozi in legenda pravi, da ko ga je nekdo videl, je rekel, pa to ni avto, pa to je Spaček, to je Spaka. In to se je tako prijelo, da je v bistvu v Tomosu, ko so začeli Spačka pri nas izdelovati, so uradno prevzeli to ljudsko ime Spaček. In je bilo od leta 1969 do leta 1975 si imel v prometnem dovoljenju napisano Tomos Citroen Spaček. Večkrat radi rečemo, da je to srečanje prijateljev Spačkov. Torej, dobrodošli so vsi, tudi s kakšnimi drugimi vozili. Mogoče, ne vem, so prišli zaradi nekih drugih razlogov s temi avti, ne vem. Ampak dejansko ne želimo se iti nekih segregacij. V duhu te enostavnosti Spačka in ljubeznivosti teh ljudi so pri nas dobrodošli prav vsi. No. Kako se sploh lotiš organizacije takega dogodka? Ja, to je res, ti dogodki so nekaj zelo posebnega. Prvo svetovno srečanje je bilo leta 1975 na Finskem in od takrat praktično ni enega samega dokumenta, kako naj to srečanje izgleda. Ni napisano, rabiš toliko WC-jev, rabiš toliko kvadrature. Popolnoma brez birokracije, mi rečemo, da je to ena taka avtonomna cona v tem času uradništva in tudi na to smo zelo ponosni. No. Tako da lotiš se ga, kako se ga lotiš. Poskrbiš za to, da je tujcem pri nas čim lepše, čim bolj udobno in zato, ker sami hodimo po teh svetovnih srečanjih že lep čas, nekako tudi upamo, da vemo, kaj pripraviti, kaj pričakujejo ljudje in kako jih čim bolj zabavati pri nas. V povojni Franciji je Citroen 2CV predstavljal demokratično mobilnost. Omogočal je mobilnost množicam, še posebej pa je bil priljubljen med mladimi, umetniki in hipiji. Tudi zato, ker so ga izdelovali od leta 1948 do praktično 1991. In verjamem, da je v njem nastala marsikatera nora zgodba, tudi ziher kak moj vrstnik.